Človek, ki je divji in temperamenten, je zagotovo tudi drzen. Naša današnja gostja pa je tudi seksipilna, čustvena in vedno nasmejana. To je Alja. Alja, pozdravljena. Hvala, živijo, čau. Lepo vod, ne? Ja, zelo, zelo. Vse drži v bistvu. Hvala. Ampak tista drznost mene zanima. Kdaj v življenju si ti drzna? Kdaj si privoščiš tisto, da si dovoliš, da rečeš ne, ampak da si dovoliš biti drzna? Jaz mislim, da čisto odvisno od obdobja. Imam bolj drzne in manj drzne momente, čisto odvisno. Imam pa seveda momente, ko sem manj, pa bi želela biti bolj, ampak sem se naučila, da se poslušam, da sem pristna in da serviram vedno to v bistvu obdobje, v katerem sem. Kaj pa ta temperamentnost, ne? Naprimer do ljudi, do prijateljev, do mogoče okolja, do dela? Kje je to temperamentnost? Najbolj tako se mi zdi, sama ugotoviš, da si. Ne vem, jaz mislim, da enostavno se z nekim karakterjem že rodiš, ne? In potem nezavedno verjetno deluješ in se mi zdi, da pravzaprav povsod, ne? Na vseh segmentih. Se pa seveda trudim skozi, ne vem, skozi čas sem ugotovila, da je treba najti tudi neko sredino, ne? Ker sem bila včasih zelo na on-off, ne? In moram reči, da mi kar lepo uspeva, no? In tudi se mi zdi, da s tem dosti lažje stres premagujem, no? Kar je pa zelo pametno. In tudi verjetno z določenimi karakterji lažje sodeluješ, lažje funkcioniraš ali pa tudi mogoče več dosežeš, kot pa z nekaterimi drugimi, ne? Kje vidiš, da kakšni karakter mora biti, naprimer, da tebi tako ugaja? Ja, jaz mislim, da smo kar vsi tako narejeni, ne? Energija se zelo hitro čuti, čeprav jo ne moramo videti. In se veš, z nekom pogovor lažje steče oziroma na splošno komunikacija, kakršnakoli že. Z nekom malo težje, ne? Nekdo ti že v bistvu že z mimiko da občutek, da je zaprt in da ti ne bo dovolil blizu. Taki so mi seveda vedno še bolj všeč, zato ker se mi zdi, da imam prav dar za to, da človeka malo odprem, no? Da se mi odpre. Vedno verjamem, da je nek vzrok, da se nekdo zapira, ne? Sicer to seveda spoštujem, ampak sama sem zelo taka, v bistvu Še malo povrtaš, ne? Rada pridem do bistva, če je kje problem, no, recimo. Dobro, zdaj že terapevtsko to govorimo, ne? Ja, ampak vseeno. Ampak drugače pa seveda na prvi pogled sigurno, ko imaš stik z nekom, ki je malo bolj introvertiran, to spoštujem, ne? Konec koncev, tako pač je, smo si ljudje različni, seveda so mi pa všeč ljudje, ki so bolj ekstrovertirani, in predvsem topli, prijetni in iskreni ljudje, no. Zakaj te zdaj to sprašujem, ne? Zato, ker se mi zdi na nek način takšen, kot je človek, to tudi izraža za svojo glasbo. In tvoja glasba je takšna temperamentna, zna presenetiti, zna te popeljati, ne, v nek drug čas, mogoče, drug svet, drugo občutje. In ali je to, vem, da ko ustvariš, se ne zavedaš, kaj vse povzročaš z glasbo, ampak kaj je na primer tebi, ko ustvarjaš glasbo, ko pišeš besedilo, ko si zraven, ne, ko nastaja en komad, kaj ti je pomembno? Meni je pomembno pravzaprav vse. Tako smo se prej na začetku pogovarjali, da vedno želim servirati to zgodbo, v kateri trenutno sem, o tistem stanju razmišljanja, čutenja, v katerem sem, ne. Zato, ker se mi zdi prav, da te ljudje začutijo, prav je, da si pristan, ne. In sama težko lažem, no, zato mi je verjetno to tako pomembno, ne. Zavedam se, da vsi glasbeniki pravzaprav skozi glasbo spreminjamo ljudi, jim dajemo razna občutja ob poslušanju naše glasbe, zato sem zelo rada previdna, mogoče ni glih pravi izraz previdna, ampak vedno razmišljam o tem, kaj bom dala s tem ljudem, ne. In pa sebi seveda, ker jaz verjamem, da skozi glasbo zdravim sebe, druge, ker se veš, si slabe volje, si daš nek komad gor in je takoj boljše, ne. To je ena taka terapija.
In zato pravzaprav pišem oziroma ustvarjam glasbo, ki je pozitivna, ki da ljudem neko vnemo, ne vem, jim polepša dan, jim prebudi neka skrita čustva, da jih lažje izrazijo. Tako da se mi zdi, da sem se zelo našla v tem. Predvsem si pa želim, da se ljudje počutijo res fajn ob moji glasbi in da jim je lepo. Rada vidim nasmejane ljudi, rada imam koncerte, kjer se ljudje sprostijo in plešajo zraven in pojejo zraven. Tega je na mojih koncertih veliko in vesela sem, da je tako, no, zato ker to meni resnično polepša dneve in v bistvu na koncu koncerta rečem, wow, zato živim. Se nas na prvem mestu prevzame glasba, ne? Neka melodika, to nas spremlja že iz pradavnine, ne? Ampak na drugi strani pa je zanimivo to, kako kdo dojema besedila. Za vas ustvarjalce je besedilo seveda zelo pomembno, ne? Za mogoče nas, ki to poslušamo, pa je včasih lahko z besedilo, da ga hitro opaziš, včasih pa sploh ne veš, kaj poje nekdo, ampak ti je ta melodija tako fantastična, da ti je pesem všeč, ne? Kakšne reakcije ti doživljaš pri tvojih pesmih? Čisto različne, ne? Zdaj recimo, če govorimo o neki pesmi Brazil, je to pesem, ki mi, ne vem, ki me naredi, mislim, dosti me sprosti. To je pesem, v kateri nekako ne moreš nekih težkih misli imeti, ne moreš razmišljati sploh, ampak samo plešeš in se veseliš, ne. Potem recimo, če govorimo o pesmi Srce za srce, je spet tukaj taka ritmična, lahkotna pesem, kjer pravzaprav nič kaj dosti ne razmišljaš in samo uživaš, ne. Medtem, ko če bi rekla za pesem Halo, je pa pesem, ki je dost zame intimna in vidim, da se ogromno poslušalcev je poistovetilo z njo, kar me zelo veseli, zato ker nimamo vsi glih rožnatih dni vedno, odnosi v življenju so nekaj najtežjega, to se tudi sama zavedam, kljub temu, da se trudim uspešno vseeno nekako imeti komunikacijo z vsemi lepo, sicer vedno ne gre čist po načrtu, ampak važno je, da ti veš, da narediš vse v svoji moči, da si dober do ljudi, ne. Halo, 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 čas je, da na novo najdem se. Halo, 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 da obraz zažari na novo. Halo, 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 glej življenje spet na liniji. Halo, halo, halo. Halo, 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 čas je, da na novo najdem se. Halo, 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 da obraz zažari na novo. Halo, 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 glej življenje spet na liniji. Riše mi nov nasmeh. Halo, 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 a veš, da te kličem. Veliko hitro potem ti rabiš čas, da te neka pesem prepriča, da rečeš, ja, to pesem bom izvajala, vem, da si že tudi nekatere pesmi zavrnila, si rekla, ne bom jih pela, so pele druge. Zakaj, naprimer, kdaj? Nisem je začutila, enostavno nisem pesmi začutila. Recimo pesem od Tinkare Kovač, spet, ta pesem bi v bistvu naj bila namenjena meni, ampak jaz enostavno je nisem začutila in sem rekla, ne morem. In tudi pesem od Mareje, zdaj bi mogla prav razmisliti, katera. Je bila tudi ena od pesmi, ki je bila namenjena tudi meni. In prav je tako, da najde pesem tistega ta pravga, ne.
zdi se mi to zelo taka pomembna stvar. Pomembne odločitve so to, no, kaj sprejeti in kaj ne. Vseh teh letih sem se naučila, no, da se poslušam in da res kar začutim, delam. No. In pri tem delu seveda je tudi pomembno, s kom sodeluješ, kdo te pozna, s kom tudi lahko ustvariš dobre pesmi. Ponavadi tudi to Tukaj zelo močno si kar izbiram. podobne izbiraš, ne? Ja. Izvajalce. Težko bi delala z nekom, s katerim ne bi imela neke dobre energije, ne? Da ne bi stekla energija, in z nekom, ki me mogoče ne bi toliko poznal. Sicer sem že naletela na tekstopisca, recimo Lunaček Rok, ne? Ki je pisal tudi prejšnji moje 2 pesmi. Je pa res en tak primer, da je stresel z rokava besedilo in me zadev dobesedno. In sem rekla, wow, ti pa nisi duh, res odličen je in hiter in zna biti globok. Se mi zdi, da pri nas res fali dobrih tekstopiscev. Meni osebno recimo je zelo všeč Mef, zato ker se mi zdi, da zna v dušo zadeti, ne. In se mi zdi, da tega kova je kar mogoče malo premalo tekstopiscev, ne. Sploh kvalitetnih, Kvalitetnih, ne? ja. Sicer pa ta temperamentnost, razigranost, si takšna že bila kot otrok? Oh ja, zdaj sem se malo umirila. Kot otrok sem bila, sad me ima, sad me nema. To je bilo, posod me je bilo polno. Nikoli niso vedeli, kje sem, če bila tišina, je bilo že malo sumljivo. Sem že rezala kakšne zavese in si delala iz njih oblekico. Skratka, dolg čas jim ni bilo, no. Kolikor slišim, ne. Ampak tako, če bi rekla, da si bila bolj punčkasta ali si imela Tudi bolj tako fantovsko navihanost, ne? Oboje. Ja. Jaz sem bila skupek vsega. Jaz sem po znamenju sicer dvojček in verjetno ravno zaradi tega je miks vseh teh, ne, energij. Skratka, bila sem in fantovski tip, plezala sem po drevesih, se valala po ne vem, blatu, dobesedno si razbila kolena, se igrala z avtomobilčki, hkrati sem imela pa rada barbike in oblekce in roza. Jaz sem bila tipična roza punčka. Zato je potem kasneje tudi verjetno ta roza barva privrela na plano pri 21 letih, sicer malo pozno zopet, ampak ne vem, to je moja barva že od nekdaj, roza, rdeča, bela, tukaj nekje, ne. In to tudi se odraža v stanovanju, v tvojem okolju? Ja, tam je pa Vse, bolj ne? mirno. A, bolj Moj dom mirno. je pa bolj v zlato, bež, belih tonih in pa naravnih. Torej, to pa so trenutki, ko se Alija sprosti od vsega tega direndaja, ne, od temperamenta, drznosti, nastopov na odru. Torej, rabiš tudi tiste trenutke, da Rabim, se definitivno. umiriš. Jaz sem zelo, zelo navezana na družino in na moj dom. Rada pridem k mojim staršem na obisk, rada imam pa tudi svoj dom in svoj mir. In tukaj v bistvu si spočijem, se regeneriram in ustvarjam. Poleg tega, da recimo, kar smo zdaj naštele, so dosti bazične te barve, ne, dosti umirjene, se pa v bistvu najdemo pa hkrati tudi kakšne umetnine, ki so dosti ekstravagantne, recimo, ne. Tako da v bistvu tudi tukaj v domu imam neke kose, ki mi dajo ta, kako bi rekla, občutek tega art momenta, no, v bistvu. Malo izstopajo? Izstopajo, tako. Tako da, ja, definitivno se mi zdi, da vsak potrebuje nek prostor, kjer se sprosti, kjer se izpočije in si v bistvu nabere nove moči. Pri vsem tem tempu je to seveda še Nujno. potrebno. Nujno, ja, ja. A imaš ti kakšne rituale, naprimer, ne? Na kak način se sprostiš? Ali je to samo, da se uležeš, da si daš eno glasbo ali sploh tišino? Kako to izgleda? Ne boš verjela, ampak doma imam ful rada tišino. Ker jaz sem ves čas v tem direndaju, čez teden sem še tudi v glasbeni šoli, kjer poučujem in dejansko ne vem koliko ur, nisem štela, 9 ur po mojem na dan pojem. Poleg tega še koncerti in vse v zvezi z mojimi projekti, z glasbo. In se mi zdi, da res rabim doma vsaj neki tišine, da pridem k sebi.
So pa momenti tudi, ko si dam, ne vem, neko glasbo gor. Doma imam zelo rada, recimo, glasbo, ki me pomerja. Meni je Enja zelo všeč, drugače imam pa rada salso, sambo, rada imam tudi rock and roll, itak obožujem ga, rasla sem z njim. Queeni me dvignejo strašno. V bistvu takrat, kadar nimam energije, vedno grem gledati celo biografijo Queenov in njihove koncerte in to me res strašno dvigne. Drugače sem pa obožujem Phil Collinsa od malega in si ponovadi dam Genesis ali pa kar Phila, potem, ko je samostojno kariero začel. To so kar že glasba 80-ih, ne, pa potem počasi 90-ih, kar je čisto nekaj drugega od tega, kar danes poslušamo, ne. Kaj meniš o današnji glasbi? Današnja glasba je definitivno zanimiva. Seveda vsi na nek način se malo prilagajamo tem trendom. Jaz vedno delam to, kar čutim in kar imam rada. Za mojo dušo, kar pa najraje počnem, so pa te moji koncerti, zato ker tam je pa vse live in tam dejansko se mi zdi, da mi duša zapoje, zato ker, tako sem prej omenila, ne, jaz sem rock and roll otrok, jaz sem rasla s tem in konec koncev tudi svojo kariero začela tako, da smo, ne vem, igrali po vseh možnih klubih, underground scena, no, dost. Potem kasneje sem šla v pop in v bistvu imam zelo rada ta žanr še vedno, ne, in recimo Tina Turner sploh. Ikone. Ja, v bistvu tukaj se kar malo potešim. Skratka, ja, v bistvu najrajši imam koncerte, zato ker tukaj vse live in tukaj pride vse tisto na plano. No. Energija, ne? In če se vrnemo nazaj na otroštvo, načeloma majhne deklice rade pojejo, ne? Verjetno si ti tudi rada pela in še kako. In je seveda razlika, ali punčka poje, ali poje tako veliko in tako dosti, da bi iz tega lahko že kaj nastalo, ne? Kdaj je bil tisti premik, tisti klik pri tebi? Prvi premik je bil pravzaprav pri 5 letih. Pri 5 letih sem posnela svojo prvo TV reklamo za celotno Jugoslavijo. To se je zgodilo čisto naključno in vem, da ko smo potem to reklamo gledali, to je bila reklama, ki je bila zelo predvajana. Pravzaprav pri vsakem bloku se je predvajala in jaz sem bila, to je to. Že pri 5 letih sem bila toliko navdušena, ampak seveda starši ne, dajmo malo umiriti, in potem so me seveda dali v glasbeno šolo, v pevsko šolo, v plesno šolo in potem sem nekako nadaljevala in se razvijala skozi to. Je pa res, da sem potem že kar v 2. razredu osnovne šole si ustanovila svojo prvo plesno skupino, kjer sem učila ples in z vsemi učiteljicami sem se zmenila, da nastopamo na vseh teh prireditvah šolskih in mi smo se skozi pripravljale in jaz sem vodila vaje in spomnim se, da sem na roke napisala pogodbo, da bodo punce resno vadile. In to ne bom nikoli pozabila. To je resen pristop. Resno. Se pravi, pač povejte, če boste resne, potem boste z nami, če ne, pa pač povejte, pa bomo našli koga druga, ker veste, mi imamo nastope, to ne moramo mene resno delati. In moja mama se tako smejala. Skratka, pač hotela sem imeti red. In v bistvu potem skozi ples je seveda prišlo ogromno nastopanja in seveda veliko petja, ne, posledično kasneje. In potem se res dala mogoče ples kar malo na stran. To se je pravzaprav zgodilo tam v 8. razredu osnovne šole in potem kasneje v srednji. Tukaj se mi je pa začelo toliko dogajati, res v bistvu sem začela nastopati tudi. Kasneje sem ustanovila svojo prvo skupino. Oziroma najprej sem pela še v skupini Al Manière de Funk, vse v stilu funka pomeni to. In smo bili tam nekje jazz, funk, blues, rock and roll band. No in v bistvu moja želja je bila pa skozi imeti čist svojo skupino, se pravi svojo ekipo pod imenom Alja. In to sem ustanovila tam nekje, ne vem, pri 16. Hitro? Dost hitro, ja. In v bistvu smo bili kar naprej v placu za vaje in kar naprej smo delali in potem so se začeli nastopi.
in počasi sem začela snemati. Naj povem, da nisem pravzaprav nikogar poznala. To je šlo res čist od ust do ust in Ampak to je sprašuješ še ljudi. bil bolj rock and roll, ne? Ja, definitivno, ja. Potem sem začela, ne vem, v bistvu so me opazili tudi določeni ljudje, ki so imeli razne, ne vem, naprimer Siddharto čez ali pa recimo z Bigfoot mamo nisem toliko v bistvu nastopila. Jaz sem bila predskupina Šankroku, Siddharti, Koloniji, pa še neki bendov. Skratka, tako se je začelo. No. Potem sem pa dobila svoj prvi management in takrat se je začelo in takrat sem To pa je že malo bolj resni pristop, ne? Ja. Ja. Ampak jaz, da sem prišla do prve plošče, jaz sem toliko preigrala, toliko koncertov dala čez, nisem niti štela, ampak to je bilo res ogromno. Ampak kaj se tiče izkušenj, sploh za mladega, ki začne, zato ker vsi si mislimo, da to se lahko čez noč zgodi, da je to čisto enostavno, ne, ni tako. Veliko dela, Trdega. pa veliko predanosti. Ja, ampak bi rekla, naprimer, da priporočaš vsakemu, ki začne se s tem ukvarjati, da mora kar nekaj Najprej spostati. kilometrina. Ja. Definitivno. Najprej kilometrina, da sploh vidiš, če si s pravega testa. Marsikdo recimo je narejen v nekem šovu in potem pride čas nastopanja in ugotovi, da nima izkušenj. In ne samo izkušnje, nima kilometrine in konec koncev se tudi mogoče ne zna komunicirati še, ne zna, ne vem, tudi glas mu ne zdrži. Ne. V bistvu tukaj je kup enih stvari, ki niso mogoče glih, v bistvu teže jih je potem nekako, kako bi rekla, delati, če nimaš kilometrine in če nimaš nekega znanja. Jaz sem toliko hvaležna res, da sem šla step by step od 15. 16. leta. Pri 21. se mi je pa nekako, sem dala prvo ploščo ven in se mi je začel nekako dogajati v stilu medijev, večjih koncertov in tako ne. Prej pa sigurno, ne vem, se mi zdi, da niti ne bi bila pripravljena, no, zato ker zdaj vidim, koliko je pomembno, no, da si pripravljen in da res greš čez to fazo. In vsaka stopnička je potem trdnejša. Ne. Ker vsi ti pritiski, seveda, ne, ki niso samo tisti žarometri in luči na odru in vso to dogajanje, da ti narediš en šov, ampak tudi fizično, psihično mora to človek izdržati. Ja, in pa seveda ni samo tukaj, vidi se navzven samo tisti del nastopanja. Ne. Koliko je pa dela v zadnji in kako potem te stvari furati, organizirati, vedno moraš biti prisoten pri stvarih, tudi če imaš management, moraš konec koncev biti ti tisti, ki vodiš stvari, ker če jih ne boš ti, stvari ne bodo tako uspešne. Ne. In to delajo vsi pravzaprav v show biznisu, zato ker se zavedajo, da ne more nekdo drug misliti namesto njih. Zato ker vse izvira iz tebe in če nisi pri vsaki stvari zraven, potem stvar ni tako pristna. Potem pa je prišel trenutek za Alija. Alija kot album, kot pesem, kot Alija nekaj novega. In to je pa potem tisti pop čas, ko smo tudi, se mi zdi, mi vsi Slovenci mogoče malo bolj postali pozorni. Ne? Kako se spomniš tega obdobja? To je bilo lepo. Jaz ne znam povedati, koliko sem bila srečna, ko smo dali ploščo ven. Jaz sem se itak, mislim, bila sem ful vzhičena, ampak me je bilo strah. Joj, kako bodo to ljudje sprejeli, kako bo to vse skupaj, ne vem, kako bodo sprejeli pravzaprav in ali bo prodaja dobra, ali se bo na koncertih opazilo, da smo, ne vem, ful garali za to, kar smo ustvarili in konec koncev se je vse res toliko obrestovalo, toliko sem bila srečna, da ne znam povedati. Plošča je dosegla zlato in platinasto naklado, takrat sem tudi, mislim, da dobila naziv pevka leta in to bilo itak čist preveč za mene, jaz sem bila toliko presrečna, res.
Se ti zdi, da potem, če se hitro na spet neki uspehi dogajajo, lahko to ima tudi na ustvarjalca negativne posledice? Sigurno, da ja. No, jaz v tistem momentu, kljub temu, da sem rekla preveč za mene, skratka, hočem povedati, toliko lepih stvari se je vrstilo, en za drugo. Mislim, da celo še bila nominacija za Viktorje, da enostavno nisem mogla verjeti, wow, vso to delo je poplačano, ne? Lahko ne bi bilo, ampak sem bila pripravljena. Jaz sem bila pri stvari, bila sem profesionalna, vedela sem, kaj moram narediti, vedela sem, kako se obnašati, vedela sem praktično vse tiste manere, ki morajo biti prisotne pri nekem artistu, ki ga zaznamujejo kot resnega artista. In ravno to sem hotela povedati prej, da v bistvu je zato potreben čas, da se ti izoblikuješ, ker ti se nimaš časa izoblikovati, če v kratkem času dobiš nekaj na pladnju in niti mogoče to nisi čisto ti, ne znaš tega handlati, ne veš, kako se stvari streže, ne. Zato je to pomembno, ne, ker ves ta proces mojih koncertiranj, obdobja ustvarjanja plošče, obdobja učenja v studiu, moj producent je bil recimo Žarko Pak, od njega sem se ogromno naučila in tukaj gre za tak skupek stvari, ki je pomemben, da se jih naučiš kot artist, preden prideš na površje, da se mi zdi to zelo pomembno. No. Ampak tukaj so pa potem sledile pesmi, ki so bili skoraj vsaka hit, ne, 2008, 2009, 2010, ogromno videospotov si potem tudi posnela. Je bilo to obdobje tudi neko obdobje videospotov, ker zdaj se mi zdi, da to se je malo umirilo, ne, tudi nasplošno, ko gledam slovenske glasbenike. Takrat pa ste to delali skoraj za vsak pomemben komad, ne? Seveda, časi se spreminjajo, včasih so bile recimo videospotnice, včasih je tudi, ne vem, na televiziji je bilo več pozornosti so dajali temu, ne. Tudi MTV je bil še v Sloveniji, ne. In sigurno, da smo vsi poskušali narediti maksimalno in čim več, medtem ko zdaj recimo na televiziji seveda pač, RTV še ima te spote in točka recimo oddaja, ampak določene oddaje se recimo malo bolj nagibajo k alternativnim artistom, kar se mi zdi tudi zelo prav, ker konec koncev pri nas kar manjka podpore tem, zato ker ravno iz alternativnega postane nekaj ultimo drugačnega in pionirskega, to je treba podpirati. Jaz sem konec koncev iz tega rasla in to sceno popolnoma razumem in jo pozdravljam na veliko. In skratka, ja, imamo zelo malo oddaj, kjer bi lahko pravzaprav spote predstavljene. Tukaj je zdaj bolj YouTube, tisti, ki je prevzel to vlogo, ne. Ampak konec koncev se mi zdi, no, da kljub temu ni scena prazna, ne. Veliko se dogaja, ogromno novih pesmi prihaja. Zdaj jaz imam nekako prakso, da 1 do 2 singla dam letno ven, ker se mi zdi to, pač tako mi najbolj odgovarja. Tudi zdi se mi prav, da se neka pesem odrola na radijih, tako da, ne vem, ne zdi se mi mogoče najbolj fajn, da ne vem, bi kar en za drugim dajala komade ven, ampak včasih je pa tudi obdobje takšno, da je plodno in rečeš, ne, zdaj bom pa naredil en eksperiment, dajmo kar 2 ven, ne, ali pa en za drugim. Recimo v tujini to zelo dobro prakticirajo, ne. Tudi albumi, kaj se tiče albumov, ne, 10-20 let nazaj so albumi bili tisti nosilci, ne, s katerega si imel 1, 2, 3 single, če si imel srečo, ne. Danes album tudi več ni tako pomemben. Ja, zdaj so bolj singli. Zdaj, jaz tako pravim, no, jaz albume še vedno snemam, zato ker verjamem, da vsak resen artist mora imeti album. S tem pokaže spet svoje obdobje rasti,
kar se mi zdi zelo pomembno. Zdaj, če gledam svoje albume za nazaj, res ugotavljam, v kakšnem obdobju sem bila, kaj sem takrat razmišljala in kaj bi zdaj popravila, ne. In se mi zdi to tako, v bistvu, če greš gledat za nazaj, en tak, v bistvu, luštno je za nazaj pogledati, no. Ko si potem tudi tam 2010 do sedaj 2016 se je seveda nabralo veliko pesmi, katere so ti tako osebno še vedno zelo pri srcu, ko rečeš, to nam je pa res zelo dobro uspelo, tukaj se vedno, ko pojem, počutim fantastično. Tukaj je kar dosti skladb, ki pravzaprav niso bili singli, ampak ko jih slišim, je to wow, zakaj ta komad ni šel, mislim, zakaj ni dobil več podpore, ne? Ampak to je normalno. Pravzaprav je vedno tako, da nekaj komadov na plošči obleži, a ne? Ali pa jih sliši manjši krog poslušalcev, nekaj komadov je pa recimo zelo dobro vrtenih. Jaz sem v bistvu kar vesela, ker so moji komadi res tudi stari, zelo dobro rolajo. Tako da še vedno tudi svoje najljubše slišim. Drugače pa, ko si prej vprašala, kateri so mi všeč, recimo ful mi je dober Zvezda večera. To je bil prvi spot, ki smo ga dali na MTV in se je v tujini tudi veliko rolal. Potem všeč mi je Freestyle iz prve plošče, ki ni toliko znan. Napisal ga je Miha Guštin od Bigfoot mame. Iz druge plošče, druga plošča je bila mogoče malo trša takrat še, ker smo jo snemali z ekipo Guano Apes v Nemčiji. Imamo kup enih dobrih komadov, recimo Non-Stop. Drugače mi je pa strašno všeč pesem, ki jo napisal zame Jan Plestenjak, veš, in Zadnji dan, ki sva jo pela skupaj z Rudijem Bučarjem. Potem pa z tretje plošče mi je zelo všeč pesem Daj mi mal, ki tudi ni bila mogoče toliko še izpostavljena, tudi single še ni bila. Potem moja pesem Brazil. To so tudi videospoti bili zelo odmevni, ne? Car, Brazil, nekaj si jih že naštela, ne? Ja. Car mi je sploh posebej pri srcu, ker smo res za promocijo plošče Car in za promocijo turneje Car smo naredili res dogodek, ki ga pravzaprav v tem radiusu tu bivše Juge ni bilo, no. To so v bistvu delali YouTube in podobni, tako da sem res ponosna na to. Naredili smo koncert v zraku na 4000 metri v Zagrebu. Moj gost je bil Massimo Savić in smo leteli nad Hrvaško, obkrožali smo Hrvaško in zraven naredili koncert v živo. Kar je bilo noro, mene je toliko strah letenja, ampak sem rekla, v redu, pač bom naredila to, tudi če me bo toliko strah, ker to je pa res najbolj odštekana stvar, ki sem jo kdaj v življenju naredila. In novinarje in prijatelje smo povabili na dogodek in sploh niso do zadnjega vedeli, kam grejo. In so vstopili na letalo in se peljali dobesedno, ne da bi vedeli, in jaz sem še zdaj hvaležna za zaupanje. To vse skupaj smo ušpičili z agencijo Avi, z Domnom Mavričem in Katjo Mlakar. In to posneli seveda. In to posneli. Potem, ko smo pristali nazaj, smo imeli še v kokpitu pogostitev, after party v hangarju in novinarsko konferenco. Ponosna sem tudi na to, da smo imeli prisotne vse medije iz cele bivše Juge, kar ni mačji kašelj, glede na to, da se to res ne dogaja pogosto. Na to sem pa res zelo ponosna. Sicer pa si sodelovala z številnimi, med drugim tudi Janom Plestenjakom, ne? On ni samo en komad napisal, ne? Mislim, da jih je bilo več, ne? Kako je to sodelovanje sploh nastalo? Recimo, konkretno pri komadu A veš, me je Jan poklical in rekel, jaz imam komad za tebe. Pa sem rekla, daj nehi. Je rekel, daj, dobima se v Velenju, tam pa tam, ti ga bom zaigral, pa boš povedala, kako se ti zdi, ne? In sva se res dobila in mi ga igral in sem rekla, wow, ful dober komad, sam Jan, jaz ne vem, če sem trenutno v tem stanju, da se jaz odprem ljudem, da jim povem, da tudi jaz kdaj trpim. Jaz sem bila
do svojega, ne vem, tega komada, a veš, do takrat sem bila jaz striktno emancipirana ženska, močna, ne bom pokazala, da sem tudi jaz kdaj ranjena, ker sigurno me bo pa kdo še bolj ranil. In je rekel, Jan, Alja, nisi robot. Si človek, odpri se, pokaž svoje čustva, s tem ni nič narobe. In zanimivo, da v bistvu on prvi človek, ki je kdajkoli dosegel pri meni, da sem se odprla. Recimo, prej, da bi pomislila, da bom pela tekst, kjer bom kaj pojamrala, niti podrazno, ne, pač to nisem jaz. In sem rekla, ok, lej, zaupam ti, mogoče je pa tudi prav, da ljudje vidijo, da nisem glih, ne vem, tako si rekel, robot, ne, da pač enostavno se prepustim in pokažem tudi svoje čustva. In v bistvu je imel zelo prav. Torej, še vedno si bila odprta do nekega učenja, mnenja drugih. Si še zdaj tako? Ali vedno bolj. Vedno bolj, ker jaz moram priznati, da sem bila v najstniških letih in itak tudi kasneje, kar se svoje kariere, sem bila na začetku strašno trmasta. Ne, točno tako bo in niti podrazno ne more biti drugače. Kar je po svoje prav, ker sem res bila pač jaz in sem servirala vedno sebe, ne, v pravi luči. Kasneje, pa seveda z drugo ploščo, je treba rast, ne? Je treba se razvijati, je treba ugotavljati, kdo si. In jaz mislim, da je spet to ena taka močna lekcija za nas izvajalce, da konec koncev kopljemo po sebi, iščemo kotičke, ki so nam še mogoče malo neznani in jih poskušamo razumeti in dati to ven skozi glasbo. In to je poanta glasbenika, ne? In sem ugotovila, da imam veliko neraziskanih področji in da sem mogoče celo bolj nežna, kot sem si znala predstavljati. Kljub temu, da sem močna in trdoživa in sem mogoče včasih znala dati res trmo malo na stran, kar je bilo zelo pozitivno, zelo dobrodošlo, in prisluhnila starim mačkom. Ki so imeli prav. Ki so imeli prav in recimo Janu še zdaj z veseljem povem, Jan, prav si imel, veš, še vedno ti bom povedala, da sem ti hvaležna in da sem se veliko naučila od tebe, ker ga izjemno cenim. Sicer pa neke določene izkušnje, poleg nastopov dajejo tudi razna, kako bi rekli temu, festivali in pa takšna, ne pod narekovaji, tekmovanja, kot je EMA ali pa Melodije morja in sonca, kjer si seveda tudi na eni in drugi sodelovala. Kako dojemaš EMO? Sicer nikoli zdaj, sicer nisi zmagala, ampak se mi zdi, da si pa imela strašno močno željo potem, da bi zmagala. Letošnje leto mogoče res zato, ker sem imela skladbo, ki sem jo čutila. Spet ena taka globoka skladba. Govorila sem iz izkušenj. In Rej je napisal res krasen komad, zelo gre v uho, tudi poudari moj glas. In zdelo se mi je, da imam cel paket in da je, v bistvu redko je, da imaš cel paketek, ne. Ampak konec koncev ne moreš vedeti, življenje je zelo nepredvidljivo, ne. Včasih lahko nekdo, ki je največji favorit, pristane, ne vem, na ne vem katerem mestu. Zato se mi zdi, da je težko napovedovati, kdo bo zmagal, kateri je ta pravi, kjer je tisti, ki bi moral iti na Eurosong. Verjamem, da se to vse tam gor nekako poklopi, ko se. Ali pa se ne. In treba pač to sprejeti, to je normalno. V življenju je pač vedno tako, da enkrat zmagaš, enkrat zgubiš, oziroma fajn je, če gledaš na to, da imaš vedno neko sredino, a ne. Ampak to je tudi prav, to so v bistvu vse ene take učne lekcije, ampak jaz moram povedati, da sem se vseeno imela zelo lepo. Ne, Emi, edino, kar niste mogoče niti sami videli, jaz sem bila strašno bolna pred Emo in sem se komaj pozdravila, celo na vseh vajah sem bila brez glasu, sem rekla, to ni dober znak. Tako da, ko sem odpela na Emi komad, je prišla še Marjetka, Odreja do mene je rekla, stara moja, tole si pa stisnala ven, ne vem, kje je rekla vsaka čast, ker jaz nisem imela glasu prej.
To je res najbolj grozno, kar se ti lahko zgodi, ker sem bila tako prehlajena, da sploh ne znam opisati. To si mi ne znamo niti predstavljati, Ja. tako da ne bomo Ja. niti v to šle. Ampak je pa zanimivo, ne, da pa gledalci kljub vsemu še vedno to zelo radi gledajo. Radi gledajo emo, radi gledajo Eurosong. Jaz Melodije, osebno ja. to spremljam vsako leto. Pa čeprav za, ne vem, 80% pesmi rečem, niso mi všeč, ne, pa nekaj mi, ampak ta čar pa še vedno ima, ne, in verjetno tudi za Ja. vas pevce. Ja, jaz mislim, da zato tudi, ker je v bistvu EMA edini eminenten festival pri nas, kjer se lahko pokažeš, lahko narediš nek šov, lahko se zares pripraviš, tako kot se temu reče. Jaz osebno zelo uživam, ravno zato, ker premalo je takšnih festivalov, da se lahko celostno pripraviš. Jaz vedno gledam na vse celostno. Ko delamo pesem, vidim celo zgodbo, vidim barve, vidim energijo, vidim, kako se bi stvar naj razpletla, v katero smer, kako bom zapakirala stvari. Jaz sem zelo čutim stvari, no? in zelo dam na zgodbo, ki mi jo nekdo predstavi. In če tega ni, se mi zdi, da so ljudje zmedeni. Zato imam to krajši te festivale, kjer z celostno podobo in s komadom lahko povem, kaj želim, oziroma pokažem, kar želim povedati. Ne? Tudi prepričaš na nek način. Ne? In to se ti je zagotovo zgodilo lani, v lanskem letu, na Melodijah morja sonca, kjer pa si zmagala. To vas sploh nisem pričakovala. To je bilo pa tako smešno. Jaz, ko sem odnastopala, pa itak, no, naj povem, da na Melodijah morja in sonca je res vse tako sproščeno, zato ker je morje zraven, se skočiš malo pokopati, ne, z ekipo smo bili ves čas skupaj, 2 dni ali 3 dni tam in je bilo kot ena zabava. In v bistvu počutila sem se odlično, pesem je bila, potem, ko sem jo seveda sprejela, najprej sem jo zavrnila, ker vsaka joj spet, pa to, a misliš, da je to v redu, da grem zdaj v tak žanr, se rekla, rejo, pa ne vem, jaz sem ne vem, bolj rock'n'roll, kaj če bi, ne vem, naredili malo drugače. Ne, je rekel, lej, ta komad je top, to moraš, mislim, ali ga vzam, ali pa pač se odloči, da ne. In sem na koncu rekla, pa pismo, lej, pa dajmo narediti en tak komad, zakaj pa ne, lej, življenje je lepo, fajn se imam, zakaj pa ne. In v bistvu res sem se počutila odlično na odru, obleka mi je bila super, ful sem se dobro počutila v njej. In ko sem odnastopala, sem šla v garderobo, se sezujem, zdaj bom pa nekaj pojedla, pa nekaj spila v izi, ne, sploh niti podrazno, nisem pričakovala, češ, ne, sej zdaj itak sem šla počas preobleč, ne, pa dalje. In v tistem, ko sem jaz začela to, v bistvu prakticirati, ne, da se bom zdaj čisto sprostila, pridejo do mene, ja, da bi pa jaz malo še šla nazaj, ne. Pa sem tako mislila, ok, nekaj za fotkanje me rabijo, nekaj, ne vem, bom že. In pol oni meni razlagajo, jaz si še vedno nisem razumela, jaz sploh nisem imela pojma, kaj mi govorijo. Jaz sem mislila, ok, pol na koncu že, ok, eno od nagrad, verjetno bom prevzela, ne. In tik pred ne grem na oder, se mi vsi smejijo in mi čestitajo. In meni je bilo ful čudno, zakaj meni? Mislim, fajn, ne, fajn, da dobim eno od nagrad, verjetno. In pol jaz začnem razmišljati, wow, ne, prisežem. In pol sem šla na oder, cela zmedena kukura in gledam, kaj pa zdaj? In dobim nagrado in jaz sem bila gor, sploh nisem mogla verjeti, kaj se dogaja. Res, ker sploh nisem pričakovala. Sploh. In to za en glas baje, ne. Jaz še dolgo nisem vedela, za koliko glasov sem zmagala, pač koliko več glasov sem imela. In je bilo res vse skupaj tako zanimivo, ampak lepo. In najlepše je, ko ne pričakuješ. In seveda smo to praznovali, tako kot se spodobi, ne. Kaj pa takrat dela Alja, ko ne poje, ko se ne ukvarja z glasbo? Se ukvarja z glasbo. No, kadar se želim malo sprostiti, grem zelo rada domov. K mojim staršem ni boljšega kot razvajanje doma.
moja mama zna vedno reči, prid k meni, veš, ti bom skuhala pa čajčka, ti bom naredila in to je to kupljeno. Najboljše zdravilo. Ja, ali pa bomo malo vinčka spile, deci. Bomo danes malo nazdravile. Tako da se mi zdi, no, da je to nekaj najlepšega. Rada, ne vem, sem v naravi, rada pogledam kak dober film, rada berem, rada berem. Drugače sem pa rada na morju. Obožujem morje. Morje daje pozitivo, ne, in sonce in tudi potovanja, naprimer. Joj, potujem tudi zelo rada, joj. Vesela Katere sem. kraje, ne? Ja, sicer premal izven dela potujem, to moram še malo ojačati. Potujem ogromno zaradi koncertov, ne vem, Švica, Španija, Grčija, Hrvaška, Francija, Katar sem bila 2 leti nazaj, za kraljevo družino smo peli. V bistvu je šlo za prvenstvo v rokometu, svetovno prvenstvo v rokometu v Dohi in smo izvajalci vseh iz držav, ki so tekmovale, smo posneli himno, Leave It je naslov, za to svetovno prvenstvo, za opening ceremony in v bistvu je bilo zelo zabavno, no. Tam je bila prisotna tudi kraljeva družina. Pa ni samo v angleščini, ne? Ampak tudi v tem njihovem jeziku, deloma. Deloma, ja. Ja, dobro, vi pojete že v angleščini. Ja. In tako bi rekla, bolj ko je vroče, boljši je za potovanja. Ja, s tem, da moram reči, da ko smo bili pa v Dohi in ko so nam razlagali, da je tam tudi pravzaprav 50 stopinj, me pa malo zaskrbelo, no, toliko vroče mi pa tudi ni všeč. Tam 30 mi je super ali pa 32, kar je pa že več, je pa že skoraj malo preveč. Ne? Sicer pa tudi malo tako vroče krvi in adrenalina po žilah, ne? Si mogoče tudi kdaj izkusila kakšne te adrenalinske podvige? Nič kaj dosti. Razen letenja smo zdaj ugotovili, ne? Sej že drži, da sem temperamentna pa divja, ampak za adrenalin mi pa nikoli ni bilo v tej meri, da bi zdaj pa želela, ne vem, naprimer, da bi šla v Gardaland in bi šla tam na vse tiste ta hude vlake smrti, da bi me rolalo okrog in okrog. Ne vem, ne vidim poante v tem, ne uživam v tem in to ne delam. Rada imam pa recimo kakšno vožnjo na kakem, ne vem, poligonu, hitro ali pa kaj podobnega, no, to, kaj takega me pa zanima. Rada imam avtomobile. Mogoče pa te bo kdo, ja, to sem slišala, mogoče te pa bo kdo prepričal, da se s planice spustiš. Sem bila nazadnje tam in sem gledala, ja, ampak bomo videli, mogoče. Ne, tako kot prevod sicer ne. Ne. No, in ko si že omenila avtomobile, kaj pa je tukaj ta ljubezen? Hitra vožnja? Ne vem, od malega imam rada avtomobile, tako kot sem prej rekla, sem se igrala z avtomobili zelo rada in ne vem, to mi je všeč. Enostavno to imam rada. Tudi to imaš raje. Če pa ostaneva mogoče še na koncu malo pri glasbi, pa sodelovala si tako z slovenskimi izvajalci, ne, kot tujimi, slovenskimi tekstopisci kot tujimi. Kakšna je ta razlika mogoče v sodelovanju, v ustvarjanju potem neke pesmi ali pa mogoče samo v izvajanju na odru? So tu kakšne razlike? Se pravi, v stilu teh naših slovenskih pevcev, ne? Pa mogoče kakšnih tujih, ne, sploh ko si omenila Katar, tam si... so razlike. Kar nekaj tujih srečala, ja. Pri nas se več stvari se tolerira. Tam, ko priješ ti v studio, dejansko moraš skoraj z prve zapeti. Mi smo snemali recimo v studio SGA, to je studio, v katerem tudi snemajo Rolling Stonesi. Snemali smo z enim najbolj priznanih producentov v arabskem svetu, Hasan El Shafejem. On je tudi na Arabic Idol v komisiji. In to je v bistvu bilo dost tak. Pri nas se dost stvari tolerira. Počasi, ja pa še enkrat, pa ne, tukaj pa stvari kar dost hitreje laufajo. Ponekod so bolj profesionalni, ponekod malo manj, tako da se mi zdi, da pri nas na nek način delamo podobno, ampak je pa tudi kdaj razlika z določenimi, no, da ni čist
da se razlikuje delo. Ne. Se ti zdi, da Slovenci znamo ceniti svojo glasbo? Premalo. Premalo, zelo premalo. Ogromno imamo slovenske dobre glasbe, se mi zdi, da se je to malo popravilo, da se malo bolj ceni zdaj, ampak je bilo pa obdobje, ko se je slovenska glasba strašno tlačila dol, ne? In to se mi zdi strašno grozno, zato ker kaj pa, mislim, če ne svojega, domačega, kaj boš drugega cenil? Mislim, Slovenci smo strašno podvrženi temu, da vsak, ki pride izven države k nam na obisk, je ultimo zvezda že takoj in je dosti bolj cenjen kot pa tisti, ki je že ves čas tukaj in mogoče dlje časa dela. Ne. To mogoče ni glih čist prav, ampak se mi zdi, da se tu časi spreminjajo. No. Znaš pa biti tudi prava borka za pravice, ne? Je to tisti trenutek, ko si rečeš, zato se pa splača malo spregovoriti, že zaradi tega, ker si znana in lahko to izkoristiš, da tudi mogoče ljudem razložiš, nekaj se dela narobe, nekaj se dela prav, ali pa da enostavno mogoče si glas, ne, za nekoga, ki pa to mogoče ne mora biti. Jaz bi tako rekla, z veseljem podprem stvari, katere čutim in v katere verjamem. Nisem pa tista, ki bi želela pritiskati na ljudi na agresiv način, zdaj morate pa tako delati, zdaj morate pa spremeniti, ne vem, svoje načela, navade, zato ker se mi zdi, da s tem še potenciraš negativno plat, ne? In ponavadi se veš, tisto, kar ne bi smel, kar negiraš, tisto še bolj raste. Ne? Tistemu, čemur pozornost posvečaš, tisto raste. Ne? Če ti ljudem govoriš, ne smete to, ne smete ono, ne smete tretje, bodo točno to delali. Če pa rečeš, razmislite o tem, tole je fajn, je pa to čist drug pristop. In tukaj se jaz dosti držim rada tega, no, da ljudem nekaj predstavim in povem, zakaj v to verjamem in jim dam pač možnost, da razmislijo o tem, da mogoče vidijo v drugi luči, kot so pa do zdaj. Ne? Torej bi lahko mogoče dale eno željo za leto 2018, malo več strpnosti? Definitivno. Več strpnosti, živimo definitivno v prevelikem stresu. Premalj dajmo pozornosti temu, da pogledamo kdaj tudi na drugo stran, drugo stran sebe, se pravi, da se poskušaš postaviti v vlogo drugega in če to narediš, si že takoj lahko bolj strpen. Ampak te sposobnosti ima malo ljudi, ne? Ampak se mi zdi, da ko enkrat začneš prakticirati to, da verjameš, da kar daš, dobiš nazaj in da daješ ljubezen in da si dober do ljudi, tudi če ne dobiš tega takoj nazaj, potem v bistvu se mi zdi, no, da bi bil dosti lepši svet, no, če bi ljudje začeli tako razmišljati in bi bili dosti bolj strpni, dosti bolj srečni. Predvsem bi bili bolj srečni, sami bi bili srečni. Ne? Najlepša hvala, s temi mislimi se ti najlepše zahvaljujem. Hvala enako. Tako in tudi jaz sporočam, da sreča je tista, ki je pomembna tudi v letu 2018, tako da Alja, najlepša hvala. Hvala. Hello, 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 just